Miran Gracar je začel grafično dejavnost leta 1976 kot popoldansko obrt, 3 leta pozneje pa jo je preoblikoval v celodnevno. Podjetje je postopno raslo, pomembna prelomnica je bilo leto 1994, ko je Gracar kupil zemljišče in zgradil prostore, v katerih deluje še danes. Tiska predvsem revije, tedenska periodična glasila, prospekte, brošure, knjige, obrazce in drugo. V podjetju je 28 zaposlenih, tiskajo na papirju in kartonu, pri tisku na drugih materialih pa se povezujejo s kooperanti. Gracar je pred 15 leti ustanovil tudi založbo, kar je med slovenskimi tiskarji velika posebnost. Zakaj se je tako odločil? Moram reči, da sem jaz kar dosti razmišljal, kako pomagati nekaterim avtorjem, ki jim založbe, ki nimajo tiskarne, lahko priskočijo na pomoč. In edina možnost je bila tudi ta, da ustanovimo svojo založbo, pri kateri seveda ali pa s katero lahko pomagamo tem avtorjem, katerih dela založbe ne morejo ali nočejo objaviti. In to je eden izmed razlogov. Drugi razlog je tudi to, da se mogoče da tudi kaj potržiti, saj včasih se je dalo, kajti mi nismo izplačevali nekih visokih avtorskih honorarjev. Za te zadeve avtorji so praktično ali pa dobivajo izdelke, dobivajo te svoje knjige, ki jih potem tržijo na svoj način, ali podarijo, ali tržijo. Tretji vidik pa je nekako tudi malo ljubiteljski, že neke rane mladosti sem rad čital knjige. Gracar pridobiva tiskarske posle tudi prek širokega kroga znanstev. Pri tem mu pomaga vrsta dejavnosti, v katere je vključen. Med drugim je 3 mandate predsednik obrtne zbornice v Celju. Prav tako 3 mandate je bil svetnik v mestnem svetu celjske občine, je član kluba podjetnikov Zlatorog in rotarijec. Kot pravi, na tej ravni poteka veliko trženja. Kje pa vidi prihodnost podjetja? Glede na to, da smo dobro tehnološko razviti, kajti vseh teh 35 let smo vlagali v tehnološki razvoj, vidimo predvsem v izvozu in sicer na zahodni trg, nekaj pa tudi v države bivše naše stare domovine. Izvoz trenutno pomeni približno 10% proizvodnje grafike Gracar. V podjetju gradijo na dobrem imenu. Ko ga pridobiš, naj ne bi bilo več velikih težav. Paziti pa je treba, da ne zaspiš na lovorikah, dodaja Miran Gracar.